brez sodb, popolnoma skozi oči novinarja, a misliš, da so slovenski mediji dobro speljali, zvozili škandal Mareja, Nika Zorjan? V bistvu smo zdaj v taki situaciji, da mediji, časopisnih, televizijskih, katerikoli, tako ali tako capljajo za družabnimi omrežji. Torej, ni več sploh važno, kako so mediji pokrivali to afero. V bistvu se menimo vsi samo o tem, kaj je kdo napisal na družabna omrežja. Torej, vsekakor sploh skoraj da ni več pomembno, kako so mediji to obravnavali. Ker je danes skoraj bolj pomembno, kaj se je rekel na družabnih omrežjih. Ne? Na družabnih omrežjih se je pa zgodil linč. In ko sem jaz to spremljala, sem bila zelo zadržana, ker v bistvu se je videl, nekdo nekaj naredi in pa se odpre. Ne? In sem si predstavljala, kaj če se meni zgodi, da nek ansambl objavi. Čistko. Nekoč si res moral imeti case, pravi primer, da te je urednik sprejel, da je tvoja zgodba prišla v medije. Slačilnica. Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v še eni epizodi rahlo nevrotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec in sem večerov odgovor na Elizabeth Taylor. Ne. To bomo uporabili, če kdaj. Mimogrede, preden začnemo, posledite nas na Spotifyju, na Apple Podcast, na YouTubeu, na večerovem portalu večer.com, povsod smo. Zdaj pa resne zadeve. Sicer kaj ne rečem, obožujem ljudi, ki stvari počnejo z enim posebnim žarom, z enim neprisiljenim smislom za humor in enim naravnim seksapilom, kar je danes, mislim, da redko. Zdaj ogrevam vzdušje. In pred dnevi sem jaz gostoval v njeni oddaji, in sicer v oddaji z Jasno in glasno na Veseljak Golica TV. Zdaj pa je vrnila, držala si besedo. Jasna Kuljar. Živjo. Hvala. Zdravo. Lepa najava. Zdravo. Tak. Lepa najava. Ni mi čisto jasno, zakaj je rahlo nevrotičen podcast? A ti nevrotične goste izbiraš, take, ki se zdimo malo nevrotični? Tak iz mojega vesolja. Veš, nekaj je tukaj v zraku in potem si se začnemo še čas malo čudno obnašati. Eni se jočejo, eni se... zanimive stvari so. Jaz ne vem, če bi imel enega tak čist diht sogovornika. No? Aha, ok, hvala. Čast, diplomirana novinarka je nekaj, kar danes ne srečaš zelo pogosto v medijskih hišah. Sem pa nekje prebral, da si rekla že pred časom, da si kar hitro pokopala svoje novinarske ambicije, da si ugotovila, da mislim, da se ne boš morala, mislim, da ne boš mogla dovolj dobro izraziti, udejstvovati. Ne takole bom rekla. Nekoč se je kao iz nas norčevalo, češ, da na FDV-ju lahko padeš samo po stopnicah, ne? Češ, to je easy fax, kar tako bom rekla, ni res, ne. Jaz sem tako res kar veliko enih knjig morala prebrati, se izkazati. Za nami so ure in ure branja o zgodovini, o filozofiji, o etiki novinarski in tudi ure in ure drilanja, načina pisanja plus jezik kot tak, vejca, način pisanja. Današnje generacije, ljudje, ki danes stopajo v medije, pojma nimajo o teh stvareh in me strašno jezi, da smo tisti, ki so se nekoč iz nas norčevali, pravzaprav danes še eni redkih tistih, ki želimo držati en nivo, kar je pa kar izziv pri vseh ljudeh, ki danes stopajo v medijski prostor, ker te ljudje so več ali manj nepismeni, ne. Ja, to je eno obče stanje duha, mislim, da na vseh platformah, ne zgolj v medijih, ampak a si ti kadarkoli dejansko potem novinarsko odjesovala? Spomnim se tvojega BBC obdobja. Jaz sem še danes novinar. Lej, drill, možganski drill, ki smo ga bili mi deležni, to se te prime za cel life. Ne? Se pravi, obsedena sem s tem, da more biti prvi stav, karkoli že delaš, ali si časopisni novinar, ali si na Veseljaku, ali si na TV Slovenija, ali vodiš poročila, ali vodiš narodno zabavno oddajo. Ne odstopam od tega, da. Pa tudi v vsakdanji komunikaciji, malo sem hitlerijanska zdaj takole, zdaj vam že kažem svoj pravi obraz. Ne, kdo, kaj, kje, zakaj. Če tvoj stavek, že prvi, ne ponudi teh odgovorov, je to kar nekaj, je to bluzanje. Kdo? Meni je to najbolj osnovno, meni je to tako,
Ampak jaz še zmer moram mladim generacijam dopovedovati, da je vse v redu, da se nekaj hecamo, pa nekaj, meni sam ni jasno, kaj ti hočeš povedati. Tako da najprej želim jasnost, pa ti vpletaj humor, kreativnost, dej malo, dej bod frajer, samo ene stvari moraš štimati. Koliko ti je prišlo na živce, ko si visoko diplomirana novinarka, potem pristala tekom kariere v enem bazenu, ki se mi reče estrada? Ne? Ja, Ko sta estradnica. A je to beseda, ki te živcira? Ne, sej mi ni šlo na živce, sej sem se samo, kako rečem, zavestno odločila, ampak posrkal me je vase. Se pravi, najprej sem delala turistične prispevke, turistično oddajo, pol sem pa šla v svet zabave. Ampak še zmer vse, kar delam, da ti povem, delam pa vseh tistih pravilih, ki sem se jih naučila kot novinar. Tukaj govoriva tudi o etiki. Se pravi, jaz sem lahko danes, mene je v bistvu vse, o čem jaz parlamentiram. Ali o narodno-zabavni glasbi, ali o biopolitiki, jaz imam iste zaveze v smislu, to, kar povem, ali je preverjeno, ali drži, in to, kar povem, ali je etično. Kar pomeni, če bi jaz zdaj imela TV oddaje, če si nadrilan, nam je res vseeno, o čem se mi zdaj tu menimo. Jaz slučajno sem v življenju zapadla v narodno-zabavno glasbo. V resnici bi lahko o rožicah, saj ni problem, delala bi po istih kriterijih. To pomeni, ali so dejstva, ali je ta hortenzija res hortenzija kot prvo, ne? Morala bi pogruntati, kako se za njo skrbi, in to bi skušala delati etično. Kar meni tudi jaz, ko delam svoje glasbene oddaje, sicer sem malo provokativna, pa to, in se kao eni malo bojijo, ne? Ampak v resnici jaz to, kar delam, imitiranje. Vsega se lotevam po teh pravilih, ki so mi jih vcepili že na 3. letnik novinarska etika. Torej, etično. Torej, z vsem dolžnim odnosom do osebe, o kateri razpravljam. Jaz se sicer sem dolžna in se temu ne odpovedujem, javno se vprašam, kaj v zvezi s kakšno muziko, tega si ne pustim vzeti. Če v Sloveniji je že to, kaj dela, se norčuje iz nas. Jaz se imam pravico vprašati nekaj, kar ste videli na YouTube, kar je javno, ampak ljudem že to ni še rečeš, zakaj pa ta poje, zakaj pa ti ne poješ tukaj, to je že ono, kam zdaj ti to greš? Imam pravico. Kar pa je pomembno, je, da tudi če jaz vem, recimo, da si ti glasbenik ali pa nekdo, ki ga jaz imitiram, pa jaz o tebi vem lahko marsikaj, ker se v Sloveniji itak vse ve, mi kdo kaj prišepne, vse to. Moj notranji kompas je tako močen, da točno vem, kje te bom malo zabavala, kje je še na tej meji javnega in kam, to slučajno ne bom šla, ker je to iz nekega drugega področja, iz katerega meni ni fora se zabavati, ne? Ni mi fora. Si imela kdaj ta refleks, to ambicijo reševanja sveta? Oziroma, če obrnem, kaj je najboljši članek, ki ga nikoli nisi napisala? Ja, jaz sem se res videla kot novinar, od nekdaj me je privlačilo, bolj kot to, da bi stala pred parlamentom pa čakala na izjavo od enega poslanca. Bila sem fan najprej Zvoneta Šeruge, bolj tako potopisi, hoditi preko teh meja do Afrike, Indije, čeprav danes ne bi hotela, niti slučajno, ampak to me je res vznemirjalo, hodila sem v knjižnico, brala njegove knjige in potem sem brala in zelo spremljala, kaj se je dogajalo na Balkanu. Recimo Marjan Jerman, novinar, tudi legenda, je napisal knjigo, kako je on pokrival balkanske vojne in to je mene takrat zelo impresioniralo, ne. Tako da ta krizna območja sem se tam videla, to bi jo šla, pa na meji stojiš, pa se moš nekako pregurati naprej, pa pošleš v Ljubljano tekst, pa, a veš, to mi je bilo wow, ne. Ok, če to ne bo šlo, bom pa v studiu, pa bom poročila brala, ne, sam studio ni isto, kot tisne. Pa je šlo, pa itak vse ni zbrdo. Pa sem pač začela na Valu 202 kot en tak študent, se pravi, sem kar manjkala na faksu, tako da zahvaljujoč sošolcem sem zaključila, ki so mi malo pomagali, so mi pač knjige, zvezke dajali in tako naprej. Tako zelo hitro me je posrkalo to prakso. Ne? No, pa šel v biznis, ne? Pa sem tam na Valu 202 Saša Hribarja spoznala in adijo dopisništva, adijo vojno poročevalstvo. In je prišla Helena, ne? Ja, jaz sem kar naenkrat na televiziji zaslišala, da je tam ena punca, ki neki Helena Blagne imitira in mi je to res odprlo določena vrata.
Samo minutko še ostane Ja. pri novinarstvu, ker vidim ta žar, ki se Ja. pojavi v tebi, ob tej besedi mi je izjemno všeč. Brez sodb, popolnoma skozi oči novinarja, a misliš, da so slovenski mediji dobro speljali, zvozili škandal Mareja, Nika Zorjan? V bistvu smo zdaj v taki situaciji, da mediji, časopisnih, televizijski, katerikoli, tako ali tako capljajo za družabnimi omrežji. Torej, ni več sploh važno, kako so mediji pokrivali to afero. V bistvu se menimo vsi samo o tem, kaj je kdo napisal na družabna omrežja. Torej, vsekakor ni, sploh skoraj da ni več pomembno, kako so mediji to obravnavali. Ker je danes skoraj bolj pomembno, kaj se je rekel na družabnih omrežjih. Ne? Na družabnih omrežjih se je pa zgodil linč. In ko sem jaz to spremljala, sem bila zelo zadržana, ker v bistvu se je videl, nekdo nekaj naredi in pa se odpre. Ne? In sem si predstavljala, kaj če se meni zgodi, ne vem, da nek ansambl objavi. Čistko. Nekoč si res moral imeti case, pravi primer, da te je urednik sprejel, da je tvoja zgodba prišla v medije. Sorry. Zdaj bi pa nekdo, recimo, en ansambl, ker jaz v oddaji obdelujem z jasno in glasno, obdelujem novosti na slovenski glasbeni sceni. In bi en ansambl, ki ga pač bi se jaz odločila, da ga ne bom komentirala, ali bi ga pa pokomentirala na način, da njim ne bi bilo všeč, kakorkoli zamerila bi se jim. In bi dal na Facebook, no, ta Jasna Kuljaj, mislim, mi nismo dosti dobri za njeno oddajo. Okej, to je ta moj greh, nisem jih sprejela. Ne, problem je, ka se tam šele odpre, ka zdaj bi pa en drug pršel, in to je malo grozen opazovati, kakšen linč se lahko ti zgodi, tako, kaj en val in vsi zraven začnejo, veš, isto, ka srednji vek pa kamenjajmo, sam da je malo na drugačen način in se potem najdejo ljudje, ki si šel mimo njih pred 15 leti, pa jih nisi pozdravil. Tudi jaz se spomnim, kakšna nesramnica je 15 let nazaj šla mimo mene in ni pozdravila. Zdaj, zakaj nisem pozdravila? Itak, seveda je lahko milijon razlogov. Ni nujno, da je ravno ta, da je vzvišena. Ampak ta enostavnost linča, ki se lahko zgodi, tudi morda zaradi enega prekrška in potem se vse odpre, sod smodnika in zadnje čase razmišljam, ne vem, mislim, tudi o meni se je marsikaj pisali in so moji sosedje začeli pisati, ne, prijazna je, vsak dan pozdravi in sem se vprašala, kaj pa če jaz glih ne bi pozdravila vsak dan, ali pa če slučajno ne bi se dobro odrezala, danes moji sosedje lahko celemu svetu povejo res kaka sem. Hvala Bogu so me pohvalili, Sam, kaj pa če, veš, čisto odveč bi bilo, vsak dan tovori vrečke, bla, bla, bla. Nočem tega poslušati tehte. Tako res strah me rad. Ne, da me je strah radila, ampak res so družabna omrežja, res so, vsak lahko napiše vse. Nekoč mi smo iz drugega sveta. Mi čutimo, imamo udrilano noter od strani naših profesorjev, kar napišeš, kar daš od sebe, moš dvakrat preveriti. Zato jaz tudi na Facebook ne napišem, kva si jaz oko mislim, ker se mi zdi, če ne moram. Ne vem, lahko imam napačno informacijo. Ne bo, ampak danes vsak lahko napiše vse. In kdo je jutri na vrsti, se vprašam. Lahko si ti, lahko sem jaz. Če hočeš, jutri iz mene lahko narediš čarovnico, jutri lahko 600 komentarjev. In se vsaka sem v življenju z njim, čemarkoli sodelovala, se zdaj najde. Jaz sem bil že z njo na eni audiciji, so odprli vrata in je šla prva noter. In tako, kako, wow. Ampak vsi te zdaj prelezejo lahko iz svojih lukenj in je to kar nevarno. Cancel culture, mislim, da se temu reče, ko čez noč delaš zvezde in čez noč tudi pokopavaš, kadar v skladu z dnevnimi medijskimi potrebami. Si kdaj prebrala to knjigo Ravnateljeva hči? Ne. Ki jo je napisala hči tega ravnatelja, izvirne medijske linč afere. Tudi jaz še moram, pa mislim, kaj se mi zdi poučna stvar, najbrž za nas, ki delamo v medijih. Prej si že omenila ključno besedo Radio Gaga. Čak, ne, na to temo bi še nekaj povedala. In ker si tudi to omenil, jaz sem tudi o tem primeru večkrat razmišljala, to nekaj z ravnateljem, In ker se jutri lahko zgodi meni, kaj bom naredila, a se bom kar obesla, če se bo kaj o meni pisal grdga. Res moraš imeti debelo kožo. Lahko te linčajo, lahko tebi grdo pišejo. Ne dopusti, da se te res dotakne.
Res, to bi res vsakmu svetovala, ki je na področju javnega. Treba iti naprej. Čutiš tukaj kaj mačizma, seksizma, smo bolj neizprosni? Ne, do vseh se mi zdi enako. Ja, tukaj spol, mislim, da nima veze ima to, da danes lahko vsi napišejo vse. In lahko napišejo tudi laži, potem pa ti na potezi, da dokazuješ, da to ni res. Kar je mukotrpno. Si blagdaj v tej vlogi, si morala karkoli o sebi dokazati? Pa vse stalno, ne, vse pa res berem že 15 let mrskej. Tako da, seveda, pa kaj ne zdaj, lahko celemu svetu dokazujem, kaj je res. Lahko pa sploh ne, jaz imam zid postavljeno, lahko pa nič, ne komentiram nič. Kako pa delaš v medijskem svetu, estradnem, zdaj celo narodno zabavnem svetu, medijsko sicer, ne? Kako zgradiš ta zid okoli sebe? A veš, zelo veliko nas zanima o tebi, o vseh akterjih slovenske scene. Vse veš, katero je zdaj vprašanje, ki bi ga jaz naraje vprašal, pa ga ne bom, ne? Ne? Ampak nekdo ga slejko prej bo, ne? Ja. Okay. Ne vem, o ljubezenskih, zakonskih življenjih in podobno, ne? Znaš zid zgraditi tako dobro, da še zmeraj ostaneš zanimiva? Ja, to je problem, ne, kad danes adut ljudi, ki so na medijskem prostoru, ni kaj znajo, kaj zmorejo, zakaj so se izobraževali. Danes je adut samo osebna zgodba. Jaz pa glihe nočem ponujati in imam zdaj jaz sem se že odločila, da ne bom s tem se naprej preživljala, ako ne rečem. Kar je problem, kar pomeni, da bo treba delati. Ne morem vam prodajati svojih osebnih zgodb, pa s tem služiti, ker jaz raj delam. Raj bi na dan napisala 10 člankov, ali pa posnela ne vem koliko oddaj, ali pa odbudila ne vem koliko prireditev, ali pa napisala ne vem koliko pesmi, ali pa naredila ne vem koliko nastopov, da imitiram. Kakor da ljudem razkrivam vse, kar jaz doživljam. To se mi res ne zdi nekaj, o čemer bi se morali javno parlamentirati. Razumem, da je to vedno, da to ljudi draž, ampak jaz želim služiti denar na podlagi tega, kaj delam. Ne na podlagi tega, da prodajam partnerja, ki ga imam doma, otroka, ampak vam povem, da se večkrat obražam, če nisem mal ne nora, ampak da to res mal brez veze. Ampak se mi zdi tako neumen, no, tako na tak način. Danes je vse prodano, prodan imaš svoj dom, prodan imaš vse. Jaz raj delam. Ja. Kako pa se odločaš, kaj objavljaš na družabnih omrežjih? Ker tam pa je kar zelo sproščen. Kako? Če jaz na družabnih omrežjih moram povedati, verjetno sem malo dolgočasna, ker jaz predvsem družabna omrežja izkoriščam, da povem, kaj novega delam, kdo je moj gost. To je brez veze, Denis, to je čisto brez veze. Jaz bi morala že zjutri, sem se zbudila, 2 štumfa, kjer štumf vi mislite, da je ta pravi? A smo se mi za to borili, stari? Colgate, mi danes jaz ne moram verjeti vse prodano, vsi ljudje smo samo še prodani. Danes si uspešen, če nas so kot novinarja, so nas izobraževali, ne kapitalu, ne, kapital ni važen, resnica je važna, ne. Danes si pa uspešen, če te kapital pokliče in reče, živijo, bi ti od nas to in torej te mladi ljudje so vredni samo toliko, ne koliko so izobraženi, ne kaj so prebrali, ne kakšne izkušnje so dali, koliko so dobri, ne, dobri do ljudi in taki, samo, a jih je kdo poklical, da bi bil njihova walking commercial, ne vem, reklama na 2 nogah. Potem se meri, kdo je uspešen, kar je groza. In koliko prodajo, ne? Ja, ta oseba, ki je sposobna prodati nekaj, je zame pač kot akviziter, nekoč si prodajal knjige po hišah, si po trgu in to, je bil dober akviziter, je prodal več. Ne? In zdaj, ampak kaj pa druge stvari, kot so, a si sposoben kaj prodati? In ne vem, danes sem še, a si sposoben kaj prodati? Ni več važen. A si ti poln faktografije, enciklopedije na 2 nogah, to ni važno. A lahko kaj prodaš ali ne? Ne moraš na svidanje, Torej samo to je meni kar grozen. Jaz sem čisto iz drugega filma preletela v ta svet. V bistvu nisi več osebnost, si zgolj še doseg. Ja, ja. Res? Grdo. Ja, scary. Ti pa zdaj poznaš to sceno res v drobovje. Ne znam si predstavljati, koliko je kaj lobiranja na narodno zabavni sceni, ker to je ne nazadnje kar en dober biznis v Sloveniji, ne? To je kompleksna tema. Jaz sem vesela, če je slovenska glasba za koga dober biznis, kar pomeni, da gre slovenski glasbi dober. Mi vsi smo zainteresirani, da gre slovenski glasbi dober.
da slovenski glasbenik ima osnovno preživetje zagotovljeno. A ni to fajn? Zakaj bi moral slovenski glasbenik, čeprav večina jih dela 3 šihte, pa pol še musko. Ampak jaz bi jim prvošla, kar pomeni, da bi jim šlo dobro, kar pomeni, da je dobro za vse nas. Slovenska muska je tudi slovenski jezik, tako da smo vsi zadovoljni. What was the question? Koliko je lobiranja? Koliko je lobiranja, koliko je pritiskov, ker da nazadnje vi ste izložba, ne, v kateri reklamirajo. Ne vem, če kdo ponuja več minutaže slovenski narodno-zabavni glasbi kot Veseljak. Pomembno je biti na Veseljaku, ne? Ja, ampak bi od ansamblov pričakvala, glede na to, da jih je ogromen in je super, da jih je ogromen, to pomeni, da slovenska muska nastaja, malo več, malo tako. Recimo, jaz ne znam pet. Če bi znala pet in bi delala glasbeno kariero, bi ponudila na način, da bi me opazili. Imela bi opazne pesmi, opazen nastop. Te ljudje, ki pa prihajajo k nam in predstavljajo svojo glasbo. Ja, imamo pesem. Ja, napisala je ta pa ta. Povej na kje v pesmi. Ja, a boš ti, ali bom jaz, a boš ti. Ja, tako, njih samih pesem ne gane. Pa kako bo pa koga drugega, a veš? In stvari so podobne ena drugi in tako bi res si želela od glasbenikov vseh malo več ambicioznosti. In eni so ambiciozni, eni imajo vse izdelan, to so tisti, ki so na vrhu, dajo ven komad, vejo, kaj bo z njim naredili, vejo, za kva so dali ven komad, vejo, kaj bo z njim naredili. Večina scene te mlade narodno-zabavne je pa mečkan mlahave in bi jih malo tudi nastop, govoriti, ne znajo govoriti. To ne znajo govoriti, a ni škoda. A je preveč? Velikih je, sam glih zato, ker jih je velik, pa kdo bo ločil škržatke od veselih ventilčkov do unih, to je poplava, ne ločimo vas. Anže, Peter, Gašpar, vsi neke inštrumente, jaz jih ne ločam. Torej, dajte po nečem izstopati. Se je že zmanjkalo vseh metuljčkov in irharc in vsega, da bi še kdorkolika novega se spomnil, ne? Ne izstopati, vsi so enaki so. Ne? Treba je biti malo bolj drzen. In v glasbi, in v pojavnosti, in v nastopu kot taka. Večinoma ne zna niti govoriti. Marketingare, torej potrebujejo dobre, ne? Pa jaz nisem neki marketingar, jaz res nisem marketing. Sem ti že povedala, jaz ne znam prodajati stvari, znam pa čutiti stvari. Čutim, a je pesem, ki mi jo zdaj, a me ali me ne, a tebe, ki ga vidim, da ga ne, da sploh ne ve, zakaj jo poje. Pa s pesem je nekaj stane, treba tekst plačati, treba iti v studio, to stane. Tako je 2 jurja. Še video spot. Pa daj se vprašaj, v čem poješ, daj se vprašaj, s čim boš preletel na oder. Veš, to malo pogrešam. Ti si v bistvu tudi prestopila malce na drugo stran, ne bom rekel temno stran, drugo stran. Avtorica besedila si, ena bolha na pomoč od tam mladih avsenikov. Ja. Kako si se znašla v tej vlogi, zdaj si pa malo bolj pletena, ne? V narodno-zabavno, to šlo je za velik hit in še gre za velik hit. Ja, ampak tudi tukaj, ne, se niso oni sami, ne, ansambl Saša Avsenika začutili. Se človek res težko sebe vidi. Jaz sem pripričana, da bi tudi mene znal, kdo ti si taka, to furaj, to. Ljudje ti znajo včasih bolj svetovati, kot ti za sebe, veš. In tudi oni, ne, meni so se zdeli tudi tako malo neopazni. Okej, ja, vem, je malo, je v sorodu, ne, je vnuk. Pa mu to še kdo naprej meče, zdaj pa si ta moral bo nekaj narediti, da bo vsem zaprl usta, ne. No, in pa, ko sem malo jih opazvala, Jože, da potrebuješ, da so povabili, da naredi tekst. Jože pa že dlje časa meni govoril, da je enkrat nekaj naredil. Evo, to so mi poslali od ansambla Žavznika, če misliš, da bi na to lahko kaj naredila, razmisli. No, in sem šla na njihov koncert in gledam in na odru dekle, lepa, poje kangel, pa jaz da tako pojem, pa da jaz stojim tam, kaj en ta zadnji pozabljen šrauf. Dekoracija. Da cel koncert ne stopam pred ljudi, malo bolj pa da ali nekaj povem, ali pa nekaj zapojam, konkretnega. Tako da pod pritiskom vse te teže mojega razočaranja je glih prišla priložnost in sem vztrajala, da mora to biti neka pesem, ki jo poje. Ženska stopi v spredje, ker pa verjamem, da mora biti šov ta prav, mora na eni točki vstopati še moški s svojo energijo in kot pač, če poznaš pesem, vidiš, da ženska večinoma pripoveduje zgodbo,
pa moški, glih zato, ker moraš imeti celo sliko pred očmi, da se mora na odru, ko jo bojo izvajali, nekaj zgoditi. Se pravi, ona pa še oni. Ne pa tako, kot večina slovenske muzike, neki poje, oni svirajo in gremo naprej. Ne? Mora se nekaj zgoditi. To je moje vodilo. To, da si postavlja žensko v prvo vrsto skladbe, je kar en zanimiv, pa ne prav pogost moment, mislim, da na trenutni NZ sceni. Ja. En tak moški biznis je to, ne? Jaz mislim, da vse obstajajo glasbenice, celo izvrstne glasbenice, ampak res, ne spomnim se enega res konkretnega ženskega sestava, recimo, ali pa vse je tak na plenilsko. Moški je zmeraj glavna zvezda teh komadov, ne, in ženska je malce popredmetena, pa zdaj nočem zveneti kot feministka iz leta 87, ne, ampak ta seksualizacija se mi zdi, da je zdaj kar ne, jaz si mislim, da smo to recimo tam cirka milenijum že predelali, veš, v smislu usedi se na banano, to obdobje, ne, pa se je zdaj vrnilo skozi narodno zabavno glasbo moških plenilcev in malce trapastih žensk, ki so pač okrog, pa so luškane, pa jih on osvaja ali pa kakorkoli. To je kompleksno. Na spolskem terenu sva, Denis. Jaz, ker pač, kot si omenil, ni ženskih sestavov, imam en problem. Se pravi, jaz se znam izpovedovati kot ženska in pisati ženske tekste. Ja, komu naj jih pa prodam? Če so sami moški sestavi, zdaj pogrešamo ženske ansamble, ne? Komu naj, ne? Ker jaz težje pišem kot moški, a ne. Če jim položaj ženske v ansamblu, ker sem enkrat z enimi malo govorila pa upazvala, pa to na konc večera, to ženska isto more v zvočenje, v kufre spravlja, vsi isto nosijo tam, to ni, da bi ženska kaj bila. A veš, tako se mi zdi, da se tudi glasbeniki ne dojemajo, vse lepo, da so preprosti, ampak vseeno, vi ste umetniki, ne vem, ampak v Sloveniji je to že tretiran, kot da so vzvišeni, ampak slovenski ansambl pač isto, tako kot drugi tam so sedajo, čevapčiče, na konc pač, kot sem rekel, pevka, posprav še stvari v kufr, nos do avta, 10 desov je tam laja na njo. Jaz ne vem, no, to bi morali malo drugače zastaviti. Ja. Meni so pa ljudje, ki znajo pet, ki imajo to glasbeno žilico, to so, vendar, to je dar, ki ga moraš malo ceniti, no. Ker počasi bo že zmanjkalo čednih vaških pobov, ki znajo igrati, ne, in so mejno fotogenični, da, kakve babe bi pa lahko stople počasi, ne. Ja. Ja, a sem približno odgovorila, nisem čist, kar si ti mislil, ne? Ne, mislim, nisem pričakoval, da bo še kaj, da se zdaj to feministični komad, ker pravzaprav ni, ne? Ampak, ni, tudi no, čeprav v Bolhi, če smo čist realni, jaz celo pesem se čez 10 tolčemo, ne? Ona je kar razočarana nad vsemi svojimi dejti, ne? V bistvu mal je, ampak kar ta pesem pravzaprav prinaša, je, ker jaz opažam, da so neke ženske in delujejo iz te svoje desperacije. One so obupane in to pa meni ni všeč. Ne, obupanost pa ni, moraš imeti svoj, moraš biti malo freh, ne? Kar pomeni, s fanti se moraš ti malo igrati, ne? Se pravi, najprej eni bil tak, in potem, hvala, Lupčka, ne vem, če smo se kdaj pomenili, kva zdaj to sploh hočemo povedati. Jaz sem si bolj predstavljala, da z nekom plešeš, pa hvala, Lupčka, lahko noč, ena bolha za pomoč, čau, ne pa, da greš domov, pa mu že pišeš, pa to ne deli tega, ne bi desperat. In pol refren, ne, kam se ti tako mudi? Počasi, se pravi, easy. Ne se desam metati pred nos, ker sem slišala, da so ženske danes precej agresivne in če so se nekoč desci borili za nas, se zdaj baje ženske. No, in jaz pravim... To redo, Ne, ni to okej. To ni dober. Ne, tako da fantu je treba samo pomagati, ne. Se bo prišel nazaj, ne? Ja. Mi da smo otroka iz 80-ih, mislim, da ne? Kaj uspešno bežiš pred lastno desperacijo, ker to tudi sebe sprašuje. Ja, tok, da to sprejemam kot del naravnega procesa, ne, na meni še ni sledi, morda se tudi vidi zato, ker sem včasih malo utrujena, pa bi se dal to zrihtati. Ni sledi, nimam nobenih hudih polnil, vse je naravno, ok, vemo vsi, da sem imela nekoč operacijo nosa. To je že zgodovinsko dejstvo, skoraj. Ja. Ampak drugače pa nimam nobenih botoksov, filerjev, naravna sem, bolj
Še nisi bila skočnjavi, jaz sem pa malo že bil, bom priznal, da bi si že tu kaj popravil, pa tu malo kaj pa tako. Ja, ne, jaz imam, hvala Bogu, vsega dosti polna sama po sebi, vsega imam veliko. To pa polni pa smo, to pa. Tako res če bi jaz imela uzavi, jaz bi bila taka, ne? Tako da jaz potem ne posegam. Če pa bom kdaj posegla, se že vnaprej vsem upravičujem. Vi tem, da ne bi izgledala utrujena. Tako da malo nekaj osveži, da malo, ja nač, lifting. Dajva se olupiti skupaj, no. Pa človek bi rad izgledal malo bolj, če bi jaz kaj malo bolj sveže, nikakor pa ne želim imeti še večjih lic, večjih ust, večjega vsega, to pa ne. Zakaj si to naredijo? Ne vem. Za to, ne? Kako ne morejo jesti. In govor. In najhujše, kad ti prije oseba pred nos in ti ne veš, a je to sploh ona, pa je ona začudna, kako me nisi prepoznal. Ja, zato, ker si cela umetna, pa ji ne smeš reči. Kako sem bila že v zadregi. Ne res, nas navadne občane spravljajo s temi novimi v zadrego, ker zagledaš človeka, ga dol gledaš in ne veš, kaj je narobe. In se moraš delati, da nisi opazil. In moraš biti vljuden, ne smeš, kot mi strelci, mi kaj reče, kva je s tvojimi usti? Pa ne smeš, ne? In zdaj nas vsi to spravljajo v zadrego, ne? Slikala si se parkrat že v kopalkah za svoj Instagram, kliknite. Ja. Si imela kak zadržek okrog tega, ker si vedela, ko si to objavila, mislim, da smo 15 minut tudi mi objavili, seveda. Jasno, Kuljan, tako je videla, fenomenalno, da je v kopalkah, v dogležnju, v morju in tak. Ne? No, glih, da bi bila zagovornik tega, da je treba ženske dele totalno pokrivati, nikoli nisem bila. Saj nismo v Teheranu, ne? Tako da bolj je to, da sem zavestno se zavedala, če bom v svoji karieri kazala dekolte, ne. V Sloveniji je zmotno, ljudje razmišljajo, s tem ona svoj manko, s tem, ne, kompenzira. Zdaj misli, da nas bo zjoški, ne. Jaz sem pa v bistvu, ti povem, sem bila zelo samozavestna, kot mlada, bodoča ali pa voditeljca. Jaz sem pa vedela, da mi z nekega stališča obrti nimaš kaj učitati, a znam govoriti, a znam brati, a znam nastopati, a vem, o čem govorim, vem. Torej, meni en dekolte ne more oduzeti moje moči in se ne bom zdaj za nalašč pokrivala, da te vi še zmer, da vas skupam, da te vi verjeli, da sem jaz pametna. Dalje. Torej, nisi ženska, ki bi tekla za vozom z avbico na glavi, ne? Ne, niti ne. Čeprav Ivanova mati ni imela avbe na glavi. Ne, to sem zdaj še dodal. Ja, ker avba je draga, tam pa ni bilo denarja. Ona je zgolj tekla za tisto židom žuto ali karkoli že. Ja. Ne tečem. A boš napisala še kak komad? Zihar bom, ti pa povem, da nekega navala ni, ne. Po tem hitu ni navala. Mene je ben ansambl, a me sploh kakšen ansambl poklical, če bi še za njih kaj naredila. Eni so me, pa je bila pesem tako, melodija tako ista kot neki drugi, sem nekaj stari na plagijat, jaz ne bom delala teksta. Naredite izvirno melodijo, bom pa tekst napisala. Ker v bistvu, a veš, toliko sem pa že ugotovila, da jaz lahko, kdorkoli, napišeš karkoli. Če melodija ni prava, nikoli ne bo hit, ne moreš ti z besedilom rešiti pesmi. Torej, moraš biti zelo pameten, katero melodijo boš izbral, ker če ne boš ti ta prave izbral, bomo skupaj šli dol, cugrunt, in boš ti izpadel, ker leta pa, ne? A me razumeš? A bi napisala kako besedilo za Heleno Blagne za 41 leto karijere, ne? Ja, to je pa kompleksna tema. Ki jo namenoma začelam, ker namreč zmeraj me je zanimalo. A ni pol ure že mi, ne, samo vprašam, ne da mi je neprijetno. Imamo čas. Aha, okej. Me zanima, če ona kadarkoli v živo videla tvojo imitacijo. V živo? Čakaj, da razmislim. Ker v živo to ni lahko, da ta oseba tam stoji. Jaz ne bi, mislim, ne. Lej, takole bi povedala spet. Moja imitacija je etična, je čista. Se pravi, jaz se pri Heleni usedam na tiste elemente njene, ki so tako splošno znani. Se pravi, če se ona v javnosti že sama heca iz levega profila, a ne, pa iz tega, se tudi jaz iz tega, ne. Tako da, jaz sem toliko mirna, glede, jaz sem tako čista oseba. Notri čista, da bi mi bilo res bed, da bi bilo njej bed. Ampak vseeno se na nek način malo afnamo, ne, in mogoče to komu ni všeč, tako da bi mi bilo težko, da bi glih stala pa me gledala, priznam, tudi jaz. In to se je zgodilo, niti se nikoli ni zgodilo, ampak samo enkrat v življenju se je zgodilo, da je nekdo
poklical najprej mene, v smislu, da je ti pol v let, kot Helena in bo itak najprej dol padel, ne? In pa bom naredil trik, pa bom pa še ta pravo poklical, pa bo pa ta, kar je pa res ful dobro stopnjevanje napetosti, ker ponad že pri meni bi mislil, pa to je pol to, ne? To je to. In poti na vrata pride ta prava. A ni to dobro stopnjevanje napetosti? Nikakor pa ne bi bilo fajn, da pride najprej ta prava Helena in pol jaz. To bi že jaz rekla. Dramaturško, ja. Ja, bi jaz nekaj, to se ljudje se svašta spomnejo. Ljudje, ki se s tem ne ukvarjajo, njim je to čist kul, ne? Pol pa še Salome na koncu, Ja, še recimo, tretja verzija. No, tako da jim jaz včasih pomagam njihove ideje mečkan, ne, da jim mora tako, ne, a veste, je važno, da to. No, tako da, to je bilo enkrat, ampak ker sva prišla ena za drugo, ni jih stala, pa me gledala, ker je bila presenečena, tako da bi pred njo niti ne. Ful mi je žal, da nisem nje tega vprašal, ampak a imaš ti kdaj nje že poln kufer? Ti imaš eno tako življenje s Heleno. Mislim, Ja. gledam te, ampak jaz, zdaj, ko se tudi pogovarjamo, jaz nekje jo slišim v ozadju, a veš? Spretno imam to barvo glasu nekje podobno, se pravi, je ta njena barva glasu mora biti v meni. Nisem jaz, da je taka faca, da sem sposobna narediti tok tuj glas. Jaz mislim, da je meni njen glas pač že rahlo lasten, podoben sam po sebi. Še posebej, ko grem v operni glas, vsak pri sebi se lahko heca in afna in se naredi kao opernega. No, ko jaz naredim operen glas, pač dobimo ven Heleninga, ne? Tako je to. No in to je kar težko, ja. To je v meni že, to sem že večkrat povedala od otroštva. Ne vem, kaj je bilo s to njeno glasbo, ampak tiste pesmi, zgodnja 90, jaz sem bila stara pa 10 let, to je meni v dušo odšlo, to je noro. Bodi srečen, bambino. Res navaden majski dan. Nedotaknjena. Ja, a veš zakaj? Se mi zdi, da ona s tem, kako ona zboje, samo ta ena beseda. Nedotaknjena. Ti narediš celo dramo v tej eni, vse se spremeni, kot da je to njena glasba, pa način njenega petja opisal ali pa se lepo skladal z vso dramo, ki jo jaz čutim kot mlad otrok, ki živi pod težo tega sveta, nič kaj dosti me tudi niso v vato zavijali. Kot da je njen glas mene malo tolažil. Joj, malo pretiravam zdaj, no, noben meni te pol pa kaj. No, ampak tako, ali mi je bil pa zgolj v teho, ker mi je bilo kar malo dolg čas. Takrat ni bilo YouTubea, da cel dan gledal, kaseto si imel in to je to. In jaz sem morala ves svoj svet najdati, željo po tem, kar danes gledaš, 100 videov naenkrat, jaz sem morala vse to doživeti zgolj v eni pesmi, sem v teh nijansah njene barve glasu. S kasetnikom. Ja, sem veliko doživljala, nikoli ne bom pozabila, spet greva na Koroško. Tam sem skakala po posli in mislim, da sem prav pela Bodi srečen, bambino, la. In takrat stop do dedek odpre vrata, jaz na posli. Adijo, pamet, puk, zapre vrata. In jaz, kada je ta, ja, tako, kar intenzivno, ja. Refleksno, začnem na kolena metati, ko sliš. Ampak imate tudi podobno, ampak nekaj v vajenem attitudu je tudi zelo podobnega, ni zgolj glas. Ampak to je to. No, Helena, mimogrede, pripeljala si jo zdaj tudi že v novo leto imitacije, ampak tudi Radio Gaga, torej zdaj tečete nov krog. Ja. Nazaj ste? Ja, smo skoraj obletnica. Jaz smo ne veš, čim sem si zaslužila povabilo, ker tudi če ti en lik dobro imitiraš, če imaš samo en lik, si dokaj neuporaben. No? Tako da jaz ne vem, zakaj mene sploh še vabijo. Žal, a sem nesposobna, ali kaj, ampak nekako, ali pa nimam časa, redko se usedem, da bi naštudirala te slovenske ženske, a ne? Ker nekaj jih pa vendarle je, ne? Se ni zdaj, da bi jaz jokala, ni ženski bi bile pomembne, sem da jih imitiri, ne? Pa mi nekako ne gre. Ampak probala si, mislim, da tudi, torej, Latoja, je malce tvoj lik? Ja, ampak ne, takrat je bila aktualna v tistih različnostnih šovih, pa ta njen odnos z Arturjem, kar je bil dober odnos, stališča, se v resnici nas ne zanima Latoja, niti Artur, ampak v smislu dva, ki se neki ne moreta, ki se poročata se, Artur, spet si pijan! In meni je zanimiv ta lik, ker mi je smešen, ko učitaš moškemu neki,
Ja, pa pet stran, če te mota, veš, pet stran, ne. Ona pa vse to je naredil, kar je naredil, ne vem, kva sta imela tam na tisti poroki, ampak kot tipična ženska ali pa moraj pasivno jokala, mu težila, ga, ne vem kva, ne, kako prav, ga glodala, ker lahko sam greš, se lahko greš tudi sam stran, ne. Ja, si doma pred svojim ogledalom probala imitirati koga, pa ti res ni ratalo. Da bi probala, pa da bi nadela. Tako nov lik razvijala. Ja, veš, da se ne spomnim, čak. Ok, zadnji sem se malo hecala, pri nas na Veseljaku sem gledala našo voditeljico, tako malo jih gledam, ja, recimo Ljubica Špurej, ne, ampak to mora biti res v elementu, a veš, zdaj pa jaz tako povedala, ne, zdaj pa mi tukaj se zbrali, bomo tukaj vas vprašali, ne, kaj zdaj imamo tukaj, ne, kaj je naša skupina, ne, zakaj pa, ne, mi smo tako zdaj, ne, pa poglejmo še promet, ne, ampak ne vem, če res tako govori, no, sej ne vem, ampak tako nekako se gleda, mi Štajerci smo taki, da bomo mi to naredili, tako pa zdaj prinesite te inštrumente, bomo napisali eno, tako, no. Ampak mimo grede si svojo ljubezen do Helene prenesla na naslednjo generacijo, na svojo hčer? Ali preprosto ne more slišati? Da razmislim. Ne, moj otrok sploh noče mene slišati, ko pojem in ne smem peti doma kaj preveč. Tako da to kot tem, ne, koliko imam jaz doma, ker rada povem, da imam jaz to komando, ne, ampak pet pa ne smem. Tako da tu nimam komande. Je bil pa bolj navdušen odjemalec mojega petja, moj nekdanji maček. In spet ena neverjetna stvar s Heleno, ko sem jaz parla v vibe in ko pojem s temi vibracijami njenimi, se mi je maček enkrat preko neke poličnika, police so bile, jaz sem spet mižala, jaz sem širila roke, jaz sem pela in je maček, ta vibracija je tako privlačna, je prišel blizu, nisem vedela, da je maček tu in jaz, bodi srečen, bam, pino, jaz sem naredil, maček poletel. Jaz nisem bila, da je maček tam. Moje sanje bi bile, da imam mamo, ki imitira Heleno Blagnetov, pa ni transvestit, mislim. Ne, moj otrok noče slišati nobenega. Ne, vedno mi pove, le mami ne znaš peti, ja v redu, no, ampak in kaj pol, če ne znam peti? Pa kaj pol? A lahko pa se mi zdi neka tortura in diktatura ljudi, ki znajo peti, a zdaj pa mi pa ne smemo. Lahko po enkirčem, pa kukrčem. Poskušamo ugotoviti, pa ne znamo razvozati, kakšen tip starša si. Ne znam si te predstavljati v materinski vlogi. Nikoli te nisem videl z otrokom ali kaj. Ja. Ker predstavljam si, da si pač, ko prideš domov, si pač best friendica. Z lasuljo. Ja, ne, jaz sem rahlo utrujena mati, ker kdor dela, oprostite mi, je pač tudi malo utrujen, ne. A veš, ker tudi delam z ljudmi, kar pomeni, da na koncu dneva si malo izžet, ne. Moraš biti izžet, ne. Tako da ni glih, da sem polna energije doma. Že moj brat je rekel pred leti, jaz, če hočem videti nasmejano mojo sestro, jaz moram sam TV pržgati. Doma, če ni razloga, da se smejim, jaz se ne smejim. Tako da nisem glih bomba neke dobre volje. Če je zabavno, če nismo strašno resni, ne? Ja, še en lik v življenju, ne? Ja, in otroku res, tako rečem, zelo ta glas, ki ni prijeten včasih, ne? Kolikrat moram reči, da se sobo pospravi. In to je to. Hočem, da samo s tonom vidi, da zdaj pa stvar resna. S tonom. More trzniti na ton. Ker če imaš ti kot starš proseč ton, no dejmo to sobo, on otrok to sasiš. In samo s tonom, jaz sem že kdaj kakšni prijateljici rekla, pa ti kada ga prosiš, pa nimaš ti kaj prositi. A zdaj bomo mi otroke prosili, pa kam nas bo to pripeljalo? Jaz sicer ne pravim, da bom vse poštiman v smislu, da moj otrok pa popolno pa soba pospravljena ni. Sam, ko jaz vidim, da je to zdaj pa ni okej, ne cvilam pa prosim, ampak zelo jasno da vedeti, zdaj pa dost. Zato pa si direktor. Pa dost. A si opazila, ko sem omenil, da sem otroka 80-ih, kak drugačna je danes vzgoja in pristop do otrok. Zadnji sva se, prav pri tebi, mislim, da so naj šminkali ravno takrat, da sva načela to temo, pa se mi je zdela dobra. Kako se danes vsi z otroki ukvarjajo
na vseh, ves dan, Ja. kaj počnejo, kam Ja. hodijo, kdaj prihajajo domov, na katerih avtobusih so, kako zelo se z nami pravzaprav ni takrat ukvarjal nihče. Ne, smo se morali sami zabavati. Pa tudi mi smo bili otroci, ki nam je tudi bilo samo s tonom glasu dano vedeti, koliko je resna situacija. Če je fotar nekaj rekel, pa to ni variante, da ne. Pa moj fotar ni rabo in tudi jaz ne rabim. Ne rabaš ti užgati, ne rabaš ti poriti. S tonom glasu je treba vse dosežeti. Ne? Mi, nič moč argumenta, oče mora, ko me ta mala, kaj začne spraševati, ja, zakaj pa to, zakaj pa, rekla sem, to je dost. Ne rabim jaz tebe argumentirati, ker jaz tebe zdaj ne utemeljujem, zakaj. Vidim pa, da sodobni starši se ful spuščajo v razpravo, utemeljujejo. Čim ti začneš pretirano utemeljevati, ti si že izgubil. Prihajaš iz stroge hiše? Ni bilo treba, da so bili do mene strogi, ker je bilo dovolj, da je fotar samo se pojavil, ni pospravljen. Ko sem jaz začutil, da fotar ni zadovoljen, da nekaj ni pospravljen, pa sem se kar lotila dela, ni rabu ne težiti, ne prositi, niti kakšnih drugih prijemov. To je nam bilo jasno, da če fotar zjučen, da to nekaj ni najboljš. In kar narediš, avtoriteta je bila, danes smo pa tudi kot nadrejeni, ne, ker si ti to rekel, zdaj boš ti lepo njemu moral temeljiti tej generaciji, ki je zdaj 20 plus. In se najdem na polju, da jaz kar naenkrat ljudem, ker se mi zdi, da bi morali samo ponižno stati, pa se učiti od nas starejših, da jaz njim v bistvu moramo nekaj utemeljevati, pa malo prositi. Kar je seveda zelo civilizirano in verjetno nekaj normalnega, jaz imam pa s tem malo težave, ker namreč te izkušnje nimam. Ko sem jaz prišla na Val 202, sem bila sam srečna, če je kdo rekel, ej ti, pej sem, danes je ta konferenca, pej tja, prines posnetke. Aha, okej, sam greš, si srečen, narediš, ker ni milijon vprašanj, pa ne bi jaz, ne milijon, kje? Nema toga. Tako da, to so novi časi, ja? Tako da se vsem, moraš skoraj malo upravičiti, če jim nisi čist kos tem časom. In še nekaj je pomemben, kar se je zgodil, glih to je pomemben. Mi otroci v 80-ih, ko smo prišli na svoja prva delovna mesta, smo se postavili v kot, bili srečni, da smo sploh lahko tu v tej hiši stali, da bomo dobili prvo delo. In dejansko so bili naši starejši seniori, oni so bili kralji. Danes je situacija drugačna, kajti te 20-letniki, ki še po mleku dišijo, vstopajo v te hiše kot nekdo, ki vendarle ve več kot ti, se je on obvlada social. Ker zna TikToke zmontirati. Ja, in to je njihova velika vrednost in smo vsi seniori njim na nek način malo tako, ker zdaj ga pa mi rabimo, ne? Nekoč pa ni bilo tako, niso nas rabili, glih. Znaš TikTok zmontirati? Ne. Tudi jaz ne. In zato temu primerno sem do mlade generacije veliko bolj prijazna, kot so bili starejši do mene, ker so z nami dobesedno lahko pometali. Ja. Veš, obrnili se, kdo je zdaj faca? Nekoč so bili seniori, tisti, ki moramo mi, ne? Danes mi, ker ta mladi, če ne bo kle, bo šel drugam, se je potreb po teh kadrih velik, ali vsaka hiša, vsaka biznis ima svojega social, nekega menedžera, ko ne rečem, TikTok mojstra. Mava pa že neko modrost, svojih let. Pravzaprav. Ja, ki si jo lahko nekam utakneva. Ja, ker imava tudi že skoraj osteoporozo. Skratka, kar zanimivi časi so. Zanimivi. Ja. A ste ti nabirali kak štof za novo predstavo? Od te borke je zdaj pa že kar nekaj vode preteklo, ne? Tiste borke sem se jaz lotila tako, pač malo v monokomediji, torej sama sem šla v to. Pa je dolg čas, osamljen si, ni fora. Ni men fora se voziti po celi Sloveniji sama. Odšpilaš ta nek monolog dolg, uro pa pol, na konci izmučen. Veš? In pa greš domov sam. Či sem benga užitka. Res, izmučen si. A me razumeš? Tako da, če se bi kdaj videla, kje tega ne bi ponovila, kvečemu skupinca, da se imamo fajn, da name pade 20 minut top, shit, pip. Ne boš nova Rebeka. Teksta. In zdaj, ko si Rebeko omenil, ja, ona ima monokomedijo, ona more sama speljati in je zelo dobra v tem, sem prišla do nje in sem rekla,
A veš, ženska, pa vsi ljudje po naravi ti kar neka faušija ven butaks. Tam se dela in si mislila, kako sem srečna, da nisem na njenem mestu, tako, da moram držati uro pa pol, skakati, plesati, govoriti. In sem res požadnila, res vsakati čas. Nič ti nisem fauš, iskreno ji nisem bila fauš. Tako da se vidim bolj v takih oblikah, kjer bolj skozi pridaš. Kar je razumel, zakaj bi si pa želela, domov bi šla dobre vole, nekaj smo naredili, bila sem samo en delček celote, da ni vsa odgovornost so breme na tebi. Evo, to si želim, da sem vam in dober, evo, morda kdaj. Odlično. A sem videla, kakšno nevralgično točko danes spustila, po mojem ne. Veliko sva obdelala, matonca. Jasno in glasno, ne? Ker počasi finiširala. Ja. Bi tako še 2 uri bi zdaj s tabo sedel tu, pa malce kramljal, ker je super. Tradicija namreč slačilnice je, da iz popolnoma nepojasnenih razlogov vsakega gosta vprašamo popolnoma nepotrebno vprašanje, koga si nikoli in nikdar ne bi želela srečati v slačilnici. V slačilnici? Ja. A tako res v neki garderobi? Prepuščam tvoji interpretaciji. V slačilnici, slačilnica. Nabor odgovorov imamo že izjemen. A res? Od dinozaura do pedofila. Aha, koga si ne bi? O moj bog. Nekoga, ki je ful česna pojedel, stari. Ki si ujet v majhen prostor in nekdo vožen česen. To pa res, tega pa res ne prenes. Še čebulo požremo, res česna ne moram. Evo, nekoga, ki se ne jedo česna. Nova ali ne, ja. Boljša dinozaura, pravzaprav ne. Jasno, moja. Ja. Najlepša hvala za obisk. Ja, tudi jaz sem tvoj fan, tako da hvala, ker si pa še zančo moja, res si, wow, kako ti pišeš te tvoje objave, wow, res imaš take dobre asociacije, neverjeten si. Preden se razlezava kot puding, zdaj oba tukaj. Gledajte, oddajo z Jasno in glasno o petkih ob 8, ne? Ja, na TV Veseljaku. Dobra fora, dobri komentarji, pa tako zelo gledljivo, no? Hvala. Gledamo. Ja, hvala, se gledamo. Zdaj še ima kakšno rekla. Bova. Dragi moji, hvala, ker imate v življenju toliko časa, da ste spremljali še eno slačilnico v celoti. Vse veste, ne? Posledite nas na Spotifyju, na Apple Podcast, na YouTubeu, na večer.com, smo zmeraj in z vami. In vse veste, ne? Kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa.